Namreč primerjalna književnost se seveda s tovrstnimi problemi ukvarja že kar od samega začetka, ne. Zanimajo jo teme in snovi in med drugim tudi živalske snovi. Se pravi, že pred 100 leti so se francoski komparativisti ukvarjali z motivom psa oziroma s kaninskim motivom, ne, kot se to strokovno reče v evropski literaturi. V zadnjem času, ne, se je pa iz literarne vede razvila ena zelo zanimiva panoga, to pa je seveda ekokritika, ne, ki seveda tudi raziskuje odnos literature do narave, pa seveda tudi človeka do narave in do drugih živih bitij v naravi, se pravi tudi odnos človeka in psa.